Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav iz studia televizije AS. Danes gostimo v našem studiu direktorja podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o., gospoda Draga Dervariča. Lep pozdrav, Drago. Lep pozdrav tudi vam. Seveda vsako leto na nek način napišete tudi, kaj se v vašem podjetju doseglo v minulem letu. Pa preden bova začela o lanskem letu in dosežkih, bi morda za začetek tega najinega pogovora vendarle spregovorila nekaj o komunalnih odpadkih, o seveda zbiranju, o odvozu in tako naprej, globalno, splošno v Sloveniji. Zdi se mi, da v Sloveniji imamo te zadeve napram nekim drugim državam, vi ste merodajni, vi hodite, vi vidite to, vendarle dokaj dobro urejene in da k temu gre tudi še solidna ozaveščenost. Torej, če pogledamo na ravnanje z odpadki, lahko ugotovimo, da se je z ravnanjem z odpadki ukvarjal že jamski človek. Kost, ki jo je oglodal, enostavno vrgel pred svojo votlino. To je bilo prvo ravnanje z odpadki, ki se je skozi razvoj človeka razvijalo in danes imamo sistem takšen, kot ga imamo. Slovenija je na področju ravnanja z odpadki, če pogledamo na evropsko raven, izjemno daleč. Odlični smo, kar se tiče rezultatov ločenega zbiranja, imamo kapacitete za predelavo odpadkov, imamo kapacitete za kontrolirano odlaganje preostanka odpadkov. Žal nam manjkajo objekti za termično obdelavo odpadkov. Jaz verjamem, da se bo v bodoče našla politična volja in tudi dovolj kapitala, da bomo tudi to vprašanje rešili in da bo na koncu koncev vsi skupaj živeli v zdravem okolju. To je najbolj pomembno, zagotovo in smernica. Če ste dali, celotna Slovenija, dežela ob Muri ni neka izjema, tudi tukaj pri nas v deželi ob Muri, zlasti v Prekmurju, kjer pokrivate številne občine z seveda odvozom komunalnih odpadkov. Pa bova pogledala v lansko leto v vašem poročilu, ki ste ga podali, nasploh ga podate vsako leto nekaj novosti, predvsem ste pričeli od vrat do vrat v nekaterih občinah odvažati tudi steklo, tu je simboličnih 5 teh smetnjakov, kaj vse odvažate in kako. In dejansko, morda se ljudje premalo zavedamo, da bi morali po nekem slovenskem reku počistiti pred svojim pragom, v bistvu to počnete vi. Imamo možnost odlagati vse stvari v gospodinjstvu in vi poskrbite za odvoz. Torej, v skladu z našo družbeno odgovornostjo želimo, da je naše poslovanje transparentno in v duhu tega vsako leto po koncu poslovnega leta izdamo poročilo o našem delu in tudi letos je bilo tako, ko smo predstavili rezultate našega dela v letu 2023. Količine odpadkov z razvojem družbe naraščajo in ne podjetje Saubermacher Komunala Murska Sobota, ne katerikoli drugi zbiralec odpadkov ne more vplivati na količino odpadkov, ki jih bomo ljudje povzročili. Lahko pa dejansko vplivamo na to, kako bodo ti odpadki, ko nastanejo, zbrani in kam bodo dejansko predani. V podjetju si prizadevamo, da svojim uporabnikom ponujamo njim prijazne storitve in zato smo se tudi odločili, da čim več ločenih frakcij zbiramo pri občanih doma, se pravi, da imajo občani možnost dobesedno na svojem pragu ločevati in predajati tudi te odpadke. In ena od zadnjih teh aktivnosti je bila tudi uvedba storitve zbiranja steklene embalaže po sistemu od vrat do vrat, kjer smo sedaj že v lanskem letu 3. leto zapored v občinah, ki so se za to storitev odločile, občanom predali zabojnike za ločeno zbiranje embalaže, ki jih odvažamo oziroma bomo odvažali v skladu z urnikom vsakih 8 tednov. In glede na rezultate ločenega zbiranja v lanskem letu lahko ugotovimo, da je bila ta odločitev pravilna, da so ljudje storitev kot tako izjemno dobro sprejeli. Trenutno imamo vključenih več kot 50% vseh naših gospodinjstev
in število vključenih še raste. Raste tudi količina ločeno zbrane steklene embalaže, kar pomeni, da se je prej ta steklena embalaža odlagala nekje drugje, nepravilno, največkrat med mešanimi komunalnimi odpadki. In verjamem, da bomo v letošnjem letu tudi s tisto občino, ki se zaenkrat še ni odločila za ločeno zbiranje steklene embalaže, po sistemu od vrat do vrat sklenili dogovor in to storitev vpeljali. Zakaj smo skupaj z občinami, našimi naročnicami se odločili za to? Eno je, kot sem že omenil, uporabnikom prijazna storitev, drugo pa je dejstvo, da smo lahko na podlagi tega, da smo peljali zbiranje od vrat do vrat, ukinili ekološke otoke, ki so vse prevečkrat bili leglo nesnage, saj se je tam odlagalo odpadke, ki tja niso sodili, saj so tam odlagali odpadke subjekti, ki niso upravičeni do prepuščanja odpadkov na ekoloških otokih. In na nek način smo s to odločitvijo naredili red, hkrati pa občanom ponudili tudi njim prijazno storitev. Seveda, otoki so še bolj vidni nekje v nekem okolju, ker so tudi malo večji kot pa recimo en zabojnik. S tem, da ste seveda postorili vse to, pa seveda sodi zraven oziroma je pogojeno, da ste morali tudi povečati vozni park, se reorganizirati in seveda je teh odvozov sedaj tudi številčno več, verjetno tudi kadrovsko ojačati. Vsekakor smo morali zagotoviti vse potrebne vire za to, da lahko sedaj to storitev izvajamo. Prvo kot prvo je bilo potrebno nabaviti zabojnike, zagotoviti zadostno število smetarskih vozil z usposobljenimi kadri. Vse to nam je uspelo, sedaj nas v letošnjem letu čaka ena nova naloga na tem področju, se pravi, potrebno bo optimizirati odvoze, kajti število vključenih gospodinjstev iz dneva v dan narašča in temu primerno moramo prilagajati tudi odvoze in poiskati neko tisto optimalno, racionalno, najbolj ekonomično pot. Takole iz prve roke, morda, če spremljate zadeve, so ljudje se že toliko ozavestili, da že doma na svojem pragu ločujejo ali pa še vedno, no, to je seveda zgodba, ki nudi ločevanje, ali pa še vedno skoraj vse mečejo v isti zabojnik. Kako je pravzaprav z strankami, z ljudmi, z gospodinjstvi? Torej, občani in občanke na območju 17 občin, kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, so izjemno dobro poučeni o tem, kaj kam sodi. Še vedno, verjamem, se najde kakšno odprto vprašanje in tudi sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, ki jih kot izvajalci javne službe moramo izvajati enkrat oziroma dvakrat letno, nam kažejo, da rezerve še vedno obstajajo. Tako smo z sortirnimi analizami mešanih komunalnih odpadkov v lanskem letu ugotovili, da je več kot polovica odpadkov, ki so odloženi v črni zabojnik za mešane komunalne odpadke, odpadkov, ki tja ne sodijo, da so to ločeno zbrane frakcije, sekundarne surovine, ki bi morale končati bodisi v zabojniku za papir, bodisi v zabojniku za steklo, v zabojniku oziroma vreči za mešano embalažo. In če bi uspešno ločevali, če bi dosledno ločevali, bi v lanskem letu lahko prihranili okvirno 5000 ton sekundarnih surovin, bi prihranili svojih 700 ton odlagalnega prostora, oziroma, ker smo ljudje vajeni prevesti si vse to v denar, bi prihranili cirka 850 000 evrov nepotrebnih stroškov, ki so vezani na obdelavo, odstranitev teh odpadkov. Kar pomeni za povprečno gospodinjstvo tam okrog 15% prihranka pri letnih stroških ravnanja z odpadki. To so konkretne številke, ki po mojem osebnem prepričanju niso zanemarljive in verjamem, da nam bo v letošnjem letu in tudi v prihodnje z našimi osveščevalnimi, informativnimi aktivnostmi uspelo do ljudi, do občanov spraviti te informacije
in jih na nek način spodbuditi k še bolj doslednemu ločevanju, da bomo zbrali več sekundarnih surovin, hkrati ohranili tiste primarne vire, ki so že na nek način itak omejeni, in na koncu koncev, da bomo vsi skupaj ustvarili zdravo okolje. Se srečujete morda takole v javnosti s kakšnimi predsodki, recimo svoj čas so rekli, ja, smetarji, pa eno, drugo, tretjo. Dostojen, časten poklic, ki ga upravljate, morda se premalo zavedamo, da pravzaprav nam odpeljete vse, kar izvržemo iz hiše, iz stanovanja, od hiše, jaz izredno spoštujem, fante v vašem podjetju, vseh drugih, ki to upravljajo, pa morda po drugi strani nekako, ko sva se pred tole oddajo pogovarjala, podcenjevalno tudi glede cene. Pogovarjala sva se, ni problem dati kasko za avtomobil, tisoče in tisoče evrov, ni problem dati za internet, elektronsko pošto in tako dalje vsote. Tu pa se mi zdi, da zelo, zelo težko prepričate tako občine oziroma uporabnike, da je to vendarle več vredno. Ne zavedamo se, da lahko ostanemo v nesnagi. Kot odgovor na vaše vprašanje si lahko vsak posameznik pogleda okolje, v katerem živi. Videl oziroma ugotovil bo, da živi v okolju, ki je čisto, ki je zdravo. Ne v regiji, ne v Sloveniji nimamo večjih težav z odpadki. Sanirali smo divja odlagališča, še vedno se zgodi, da kakšen nevesten posameznik odloži odpadke v naravo, ampak to ne zato, ker ne bi imel možnosti prepustiti teh odpadkov brezplačno na organiziran način, ampak iz nam nepoznanih, njemu znanih razlogov raje odpelje odpadke v naravo. Ampak tega je zelo malo in verjamem, da se bo tudi to z leti končalo. Kar se pa tiče spoštovanja dejavnosti poklica, starejši se spomnimo slik iz Neaplja. Pa še kakšna zgodba bi se našla v bližnji preteklosti. Tega v Sloveniji ni. Živimo v čistem, urejenem okolju in verjamem, da vsak posameznik ceni in spoštuje ne samo zaposlene za Obermacher Kommunala, tudi vse ostale, ki delajo na področju zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, kajti vsako delo je častno in pošteno in četudi so zneski za ravnanje z odpadki za povprečno gospodinjstvo neprimerno nižji od vseh ostalih stroškov, tudi luksuznih, verjamem, da to ni povezano z odnosom do zaposlenih. Govorila sva seveda o tem, kako skrbite. Seveda tudi druge dejavnosti v vašem podjetju v letu 2023. Prebral sem operacija Zojot, gre za samooskrbo z električno energijo. Tudi tu ste naprej. Zmanjševanje ogljičevega odtisa, ki je nekako trend Evropske unije oziroma tudi oni na nek način malce pritiskajo na članice Evropske skupnosti. Vse to je del vaše uspešne zgodbe. Torej, pri svojem delu poskušamo zasledovati naše poslanstvo, ki se glasi ustvarjamo zdravo okolje. Pa ni to ustvarjanje zdravega okolja zgolj in samo v skrbi za čisto naravo, brez odpadkov, ampak želimo ustvarjati zdravo okolje tudi v odnosu do zaposlenih. Želimo ustvarjati zdravo okolje v odnosu do naših uporabnikov in tako naprej. In zato v tem odnosu do naših uporabnikov poskušamo vedno znova in znova jim ponuditi njim prijazne storitve. In v okviru teh aktivnosti smo izpeljali tudi prijavo na razpis Las pri dobrih ljudeh, kjer smo uspeli s prijavo in v okviru tega smo lahko postavili dodatne ulične zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega dilnega olja in dodatne zabojnike za ločeno zbiranje rabljenih oblačil, ki so občanom na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Kar pomeni, ko se občan odloči, da določenega kosa oblačila več ne bo imel, ima možnost, da stopi do našega zabojnika in to oblačilo potem tudi prepusti. Mi pa poskrbimo, da to oblačilo dobi drugo uporabno vrednost, bodisi gre v snovno predelavo. Na ta način poskušamo res ustvarjati tisto zdravo okolje, našim uporabnikom ponuditi
njim prijazne storitve in na ta način doseči vse tiste okoljske cilje, ki si jih je zastavila Evropa oziroma tudi Slovenija. Vsekakor, ena od naših ključnih vrednot je tudi družbena odgovornost in kot družbeno odgovorni se poskušamo družbeno odgovorno obnašati tudi do virov, ki jih potrebujemo, in zato smo pred časom izgradili sončno elektrarno na strehi naših poslopij in z veseljem lahko ugotovimo, da smo v lanskem letu pokrili 97% vse energije, ki jo porabimo na sedežu našega podjetja, kar nas na nek način potrjuje v tem, da smo ravnali pravilno in da želimo delovati tako tudi naprej. K številnim poslanstvom, tistim osnovnim, sodi tudi ozaveščenost prebivalcev, ljudi, različne akcije, ki tudi z mladimi jih naredite skozi leto. Zraven tega pa še ena velika pomembna nota, dobrodelnost. Tudi tu ste nekako tisti, ki znate prisluhniti ljudem, ki pomoč potrebujejo, razna društva, morda tudi nekaj še o tem? Kar se dobrodelnosti tiče, zasledujemo načelo, da je potrebno vračati v okolje, v katerem ustvarjaš. V duhu tega vsako leto ob koncu leta izvedemo neko akcijo z dobrodelno noto. Kar se pa tiče osveščanja, informiranja, gre za dejavnost, ki je neminovno povezana z našo osnovno dejavnostjo zbiranja odpadkov in že od same ustanovitve podjetja naprej intenzivno delamo na področju osveščanja, informiranja. Tukaj predvsem zelo radi delamo z mladimi, ki so dovzetni, in če smo nekoga na začetku 90-ih v osnovni šoli učili, kako je potrebno ločevati, imajo sedaj ti posamezniki že svoje otroke in prenašajo to znanje na njih. Delo z mladimi izvajamo preko raznoraznih aktivnosti, kot je vsakoletni razpis Odpadno je uporabno, kjer, moram povedati, mladi res pokažejo svojo ustvarjalnost. Potem je tukaj Evropski teden zmanjševanja odpadkov v mesecu novembru in pa še raznorazne druge aktivnosti, med katere sodijo seveda tudi obiski naših sodelavcev po vrtcih, šolah, kjer poskušamo predati potrebna znanja, informacije mladim, da so potem dejansko pri svojem življenju, ravnanju z odpadki čim bolj suvereni in uspešni. To pa je del tudi skrbi za razvoj zaposlenih, ki mu tudi dajete velik pomen. Nenazadnje kopica aplikacij, ki omogočajo uporabnikom in vsem drugim, da praktično doma s kavča lahko vidijo ne samo račune, ampak vse ostalo. In tu seveda je potrebna izobraževanje, je potrebna informiranost in tudi za to poskrbite v vašem podjetju, Saubermacher Komunalna Murska Sobota. Torej, zadovoljni zaposleni so temelj uspešnega poslovanja in kdor se tega zaveda in deluje v tej smeri, ta ima potem zagotovljene trdne temelje za uspešno delo v bodoče. Zavedamo se, da smo posel ljudje in da je potrebno ohranjati kondicijo pri zaposlenih. Potrebno je dati vsa potrebna sredstva, od zaščitnih oblek, kakor tudi znanja, informacij, da so pri svojem delu lahko suvereni in uspešni. In na koncu koncev, če so naši sodelavci informirani, če so zadovoljni, potem je tudi delo, ki ga opravijo, dobro opravljeno in imamo zadovoljne stranke in krog se vrti in vrti in vrti samo navzgor. Drago Dervarič, direktor Saubermacherja, načrti za leto 2024. Vstopili smo že krepko v tole leto in pa seveda vizija podjetja dolgoročno. Torej, kar se tiče dolgoročnega razvoja podjetja, podjetje ima razdelan strateški razvojni program 2025, ki ga bomo verjetno konec letošnjega leta začeli novelirati. Vemo, kdo smo, kam želimo priti in kaj je potrebno storiti za to, da pridemo tja. Toliko o dolgoročnih načrtih. Kar se pa tiče konkretno načrtov za letošnje leto, vsekakor bomo izvajali aktivnosti osveščanja, informiranja, vse s ciljem ustvarjanja zdravega okolja. Se pravi, našim uporabnikom želimo dati vse potrebne informacije, da bodo motivirani, da bodo ločevali in da bodo ločevali pravilno. Da bomo dosegli tiste cilje, da bomo dosegli prihranke. V podjetju bomo obnavljali našo opremo,
osnovna sredstva, kajti zgolj in samo z dobro delujočimi osnovnimi sredstvi lahko dosegaš dobre rezultate. Vlagali bomo v izobraževanje zaposlenih, izvajali bomo raznorazne osveščevalne aktivnosti in vsekakor si želim, da bi tudi leto 2024 zaključili uspešno, tako kot je bilo leto poprej. In če bo več takšnih, kot je vaša organizacija, ki nam pomagajo ustvarjati zdravo okolje, verjamem, da nam bo toliko lažje. Hvala lepa za tale obisk v našem studiu, prijeten pogovor. Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota. Še kdaj, seveda, vse take vdaje so seveda glede gledanja in gledanosti dobrodošle in predvsem tudi izobraževalne. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje. Cenjene gledalke in gledalci, spremljali ste pogovor z Drago Dervaričem, direktorjem podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota, naš vsakdanji sopotnik, partner in verjamem, da ste tudi izvedeli kaj zanimivega in konkretnega. Pa hvala za vaš čas, do prihodnjič, vse dobro in srečno.